Prva fura Ford Kuga Vignale, najhujša oprema. In tale je priključni hibrid, s katerim se lahko do 56 km pelješ na elektriko. Grem zdaj iz slovenskih konic na Roglo, pa da vidim, koliko štroma imam porabo. 57 domet, prej je bil 61, ko sem odklopil, ampak zdaj pa vožnja v hrib. Tamle gor. Ok, ne morem verjeti, dejansko sem prišel gor, 1 kilometer je še range. Zakon. Tamle pa pot med krošnjami. Torej, iz konic do vrha Rogle gre na štrom. Zdaj pa me zanima, koliko bom zgeneriral energije nazaj v baterijo med vožnjo navzdol. Ampak bom šel po drugi poti, ker to je bila gužva, povprečna hitrost je bila pod 50 na uro, pa še en traktor je bil, pa še nedeljski vozniki, tako da vsi vemo, kako gre. Okay. Tale Kuga Vignale je drugače 9 cm daljša od prejšnje Kuge, je tudi malo nižja, malo širša in priključni hibrid ima elektromotor in pa 2,5 litrski bencinski motor z Atkinsonovim ciklom, skupna sistemska moč je 165 kW, kar je 225 konjev. 41 ur 200 je tale, drugače osnovni priključni hibrid pa dobrih 34 ur. V redu, ne? Po 13 km sem prispel do vznožja Rogle, tukaj sem v Loški gori, Loška gora, in nafilal sem baterijo za neverjetnih 27%. Noro. Piše sicer, da lahko prevozim samo še 9 km, ampak to zato, ker sem dvignil povprečno porabo na 30 kWh, kar je pač ogromno, ampak se bo zadeva zdaj v naslednjih kilometrih ziher znormalizirala. In 1% baterije, vmes sem prišel do Slovenske Bistrice, prevozil sem koliko? 22 km, vse na elektriko, zdaj pa je res dejansko čisto prazna baterija. Kar pomeni, da naprej pa, ni panike, ne? Naprej pa na bencin. Pri Fordu obljubljajo 56 km po VLTP, jaz njih prevozil 55,6. Na Roglo, nazaj dol, pa do Bistrice. Kar v redu. Test pa kmalu, na volan.si. Okay.